Slovenija praznuje dan državnosti, s katerim se spominjamo zgodovinskega trenutka leta 1991, ko je postala samostojna in neodvisna država. 35 let kasneje Slovenija ponosno stoji kot članica mednarodne skupnosti. Ob tem jubileju pa je v parku osamosvojitve v Litiji potekala slovesnost ob dnevu državnosti, ki so jo pripravili učenci osnovne šole Litija v sodelovanju z občino Litija ter veteranskimi organizacijami. Začel se v Sloveniji s predajo orožja in to predajo smo v Litiji preprečili, tako da orožja nismo predali. Potem pa se je začelo leto 1991, ta znamenita 10-dnevna vojna, ki nekatere označuje kot 10-dnevna, za nekatere je to nič, za posameznike pa tudi po več mesecev, navsezadnje pa je ostal, ker je prišel domov brez službe in brez dohodka za preživetje. To so spomini iz časa 91. Ampak moramo pa tudi druge stvari pomembne reči. Spomin na tiste čase. V teritorialno obrambo so bili vključeni Litijani, naprimer, pa to niso bili samo delavci, to so bili kmetje, delavci, bili so direktorji, ravnatelji šol. Vsi smo bili složeni z enim namenom, da dobimo svojo državo. Moji prvi spomini na osamosvojitev so, da sem bil takrat v službi zaposlen, da je bilo treba delati in da smo vsi s ponosom in zanosom čakali, kaj bo iz vsega tega. Ali nam bo uspel, ali nam ne bo uspel. Potem pa 10-dnevna vojna, delovna obveznost, tranzistorček na ušesu med vojno in držali pesti vsi skupaj za vse, za nas, da nam bo uspel, da bomo samostojni, neodvisni, da bomo živeli v naši prelepi domovini Sloveniji. Litija je imela veliko vlogo v tej osamosvojitveni vojni. Predvsem zato, ker je bila v središču Slovenije na križišču vseh teh trenj in napetosti. V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve gojimo vrednote osamosvojitve, to je naš bistven cilj. In predvsem to, da vse te vrednote sporočamo mladim zelo pogosto in da mladi prenašajo to naprej in da bo to šlo z rodovi naprej. Osamosvojitev je bila sicer dejanje krajšega obdobja, bila pa je na dolgih temeljih, na močnih temeljih grajena že precej prej. Vse od začetka našega zavedanja smo žili, stremeli, da bomo enkrat imeli svojo državo. To ni nastalo čez noč, bili so časi Trubarja, bili so časi Majstra, bili so časi partizanov, bili so časi teritorialne obrambe. To so bili časi naših oboroženih sil, ki smo jih imeli. Naši fante in dekleta v vseh obdobjih so bili za to, da se pridobimo samostojno državo Slovenijo. Jaz moram reči, da zagotovo so za mene to eni najlepših spominov. Sicer sem jih doživel kot pripadnik rezervne sestave milice oziroma policije že na samem delu. Odkrito povedan, da sem 27.6. prav stražil pred policijsko postajo in lahko v živo spremljal se pravi dogajanja, ki so se začela z odhodom tankov JLA zjutraj ob 2. uri iz vrhniške kasarne in potem vse aktivnosti, ki so se nadaljevale z blokado vstopov v Ljubljano, ki so bila zagotovljena z zaustavljanjem z kamionskimi vozili in ostalimi. Vloga Litije je bila zagotovo velika. Mogoče smo to premalo poudarjali, tako se pravi v pripravah na slovensko osamosvojitev. Krona vsega je bila pa zagotovo več kot 1100 pripadnikov teritorialne obrambe, ki je poleg Litije,
ki je bila na nek način zavarovana z, se pravi, še drugimi enotami, tudi policije, predvsem prispevala k branitvi vzhodnega dela naše prestolnice. Jaz moram reči, da si je vso to dogajanje in vloga občank in občanov Litije dejansko zaslužilo, da imamo zdaj tukaj v samem starem mestnem jedru, se pravi spoštovanje, da smo postavili pred dobrimi 5 leti tudi ta park osamosvojitve, kjer se na nek način zrcali vse na enem mestu, od te znamenite lipe, ki je prav takrat šele začela rastati, ko je bila rojena država Republike Slovenije, pa do Tankovske piramide in pa naše slovenske zastave trobojnice.